Lepo pozdravljeni in dobrodošli v 19. epizodi AS podcasta. Po nekaj tedenskem premoru se vrača nazaj najpomembnejši podcast naše hiše, nogometni seveda. V svoji družbi lepo pozdravljam stara znanca naše dnevne sobe, Tine Zupan, Nejc Vidmar, lepo pozdravljena. Živijo. Ter novinec, debitant, strah in trepet medobčinskih lig na Štajerskem, sedaj pa komentator na naši televiziji, Jan Lukač, dobrodošel. Pozdravljen, Denis. Hvala za vse, ne vem, ali je bil to tak lep nagovor oziroma predstavitev ali malo v šali. To je bil nagovor iz dna srca, z veliko mero spoštovanja in nič cinizma. Bom danes povezoval te tri možakarje in te tri različne karakterje. Denis Šme. Tine, s tabo bomo začeli danes. Za nami je Anglija, projekt Anglija, december 2024. Precej časa si bil odsoten, smo te pogrešali. Videvali smo se bolj kot ne iz ekranov za nami. Povej nam, strni nam vtise, kako je bilo z našo ekipo. Kakšni so vtisi, kaj novega v Liverpoolu, v Londonu? Ekipa je snova, v redu, nismo se kregali, to je prva stvar. Zelo lepa, je pa res, da sem bil prvih 5 dni z mojo gospo tam, edino avtoriteto, ki jo priznavam v življenju. Tako da je bilo malo miksa, tako da z njo se tudi nisem kregal, če koga to zanima. Gledal sem že Real Madrid, Liverpool Real Madrid na Anfieldu, pol pač ostal še to nadaljnih slabih 10 dni. Tam, tako da doživetje noro, Liverpoola imam že dotlej, ker zdaj poznam že vsako ulico centra. Anglija pa se veš, kako je, draga, ne? Tam ti brezdomci nazaj dajo denar, tam naši evri niso nič vredni. Če si otroci zdaj zatisne ušesa, ne, cigarete so 17 evrov, ne, tako da tam... Ne smejo si zatisniti ušesa, vsi živeti v Angliji, ker bodo tam vsi nehali kaditi, ne. Pivo, pol litra? Ja, to so cene, se veš. 8 se vrti, tako. Pa veš, kako te ta funt se kamuflira, ne. Ta balkanski stil života te drago pride v Angliji? Zelo drago. Mislim, se pravim, ta pritisk je treba zdržati. To glavna stvar, drugače pa se veš, saj si bil organizacija, kar se teh drugih stvari tiče, je večinoma BP, se pravi vse laufa 100 na uro, kar se tiče dinamike dela, kar se tiče te industrije, ki laufa v ozadju. To se pa lahko sam cel svet se mi zdi uči od njih, je pa res, da pač vemo, ne. Medijske pravice so vse dražje, mediji hočejo vse več in mislim, da bo tudi naše izkušnje v Angliji verjetno bile tudi v prihodnje vse bolj pristne. Zdaj sem že nekaj bral, da po naslednji medijski pogodbi se obeta tudi že to, da se bo lahko v slačilnice vstopali v NBA slogu po tekmah, to se zdaj nekaj napoveduje in tako naprej, tako da prihodnje izkušnje naše arene s terena bodo in bogate. Ja. Jaz bi sam nekaj vprašal, meni se zdi z vidika našega dela medijev to dobro, ne? To, kar je zdaj Tino omenil. NBA zgodba v slačilnici, ti sedi LeBron James v spodnjem perilu in pač odgovarja, kakorkoli. Kar se mi pa tiče tako, kot bi pa gledal to nekdo od zunaj, recimo pa tudi jaz kot tak, ne vem, mene pa to malo preveč amerikanizacije. Meni ta stil recimo ni všeč. Fuzbal, slačilnica je svetinja, ne? Je pač nek prostor, ki je samo in izključno za ljudi, ki v njem delujejo, ne pa za nas, recimo. Tu, če so to izjave, ne vem, meni se zdi pa glih to pri fuzbalu cool, da pač ti počakaš v mix coni in pridejo fantje ven in to, ne pa da se ti med tem, ko se oni oblačijo. Kak se tebi to zdi, recimo? Ne moram se bolj strinjati, ker se mi zdi, da to boste tudi videl bolj vedela, razumeš. Ti priješ po tekmi ali na Hajpan ali RSF, priješ noter 100 misli, imaš in poti tam in pride ti gobo tlačil v faco. Zdaj, jaz mislim, da je pač ta ameriška mentaliteta drugačna, da so oni to bolj navajeni na to. Jaz mislim, da to vse preslikati na nek ta evropski način
način funkcioniranja je zelo zahteven, ne vem. Zdaj tudi te fore so, da kao igralska je zamenjan, že lahko takoj daje izjavo, razumeš to. Pa tudi ta če zdaj primerjamo z NBA-jem, tudi sam ta naboj samih tekem, končnica NBA-ju pa Premier Liga, mislim, eno normalno 12-13 kolo se ne da primerjati. Jaz si ne znam predstavljati, da bi mi našo Saro mogli poslati v slačilnico Manchester Cityja, ko te Tottenham razguzi 4-0. Ja. To varnostnike bi rabila, ne vem, Guardiola bi za vrata zabarikadiral, da ne moreš not, ne vem. Ne, pa moraš vedeti, da mi če že primerjamo vi, ko ste igrali prvo ligo, ne, ko so bile tiste izjave med polčasoma, ne, ti imaš že tam vročo glavo, pa je sred tekme to, ne, pa tudi po tekmi, ko prideš ti recimo v flash cono, ne, kjer si ti 10 minut po koncu tekme že na izjavi, recimo, ali pa ne vem, na super flashu ob igrišču, primer, ko smo delali konferenčno, mislim, recimo, ne, pa je bil Timi Max Elšnik stari po tekmi z Lilom, valjda, razkurjen, razfukan, če dovolite, ne. Ja, ampak, veš, težko je sprocesirati misli, kje šele, da pol je pa edina tvoja mirna soba, mirno zatočišče, tista garderoba, kjer se zgodi marsikaj, da ti pol še tja noter odreja. Jaz mislim, da bo zmeraj manj teh zatočišč, oziroma tega ni več. Vemo, obstajajo zdaj že te insidi, oziroma te oddaje, oziroma ki jih imajo že razni Netflixi in podobno, ko imajo kamere že v slačilnici in snemajo vse, sicer to nadzorujejo potem znotraj tisti njihova služba PR-ovska, ampak vseeno. Jaz mislim, da bo nažalost po tej plati zmeraj bolj šlo v to insidersko stran, da se bo vse manj prostora, da se všlah nekam skril. Manjka samo še to, da te bojo tako kot v ligi NBA ozvočili. Pa že to se na ogrevanju dogaja. Zdaj ima že razni teli sodniki, ko se med seboj pogovarja, to je že javno, sicer je javno, ni live, ampak se spusti se, da vejo, zakaj je šlo. Včasih kot igralec, tako bom rekel, zdaj, ker smo bili pri sodnikih, bi si želel, da bi dal kdaj kakšen, da bi slišal, recimo, ko dobiš kakšen karton, ko rečeš, vprašaš, priješ zraven, kaj sem pa naredil in je sodnik tistak, bam, in dobiš karton. In da bi lahko dokazal svojo nedolžnost, oziroma da se ti pač, ker lahko se ti to nabere na koncu, na najpomenejši tekmi manjkaš zaradi takega kartona, ker ima sodnik slab dan in reče, ok, priješ pa vprašaš, ti sem kapetan, a lahko nekaj vprašam, ne moreš, karton. In to bi včasih pogrešil malo bolj iz vidika tega, to bi bila dobra stvar tega, da bi lahko negiral nekaj, ampak ja, jaz mislim, da če se vrnem na to, bliže temu, da pač denar bo narekoval to vsak mlad fant ali pa nekdo, ki spremlja te lige, ga zanima, kaj se dogaja v slačilnici, kaj je to. Tako je jaz, pa midva recimo, ko sem bila na tem nekem nivoju, ko igraš, ko si v tej slačilnici, ja, bi želel, da to ostane sveto, ampak se bojim, da bo vedno manj sveto. Kaj si rekel, za vsako ceno. A res za vsako ceno, da boš ti zdaj v fuzbalu na podlagi tega vstopa v to slačilnico, v tudi intimnost neke vrste, a boš oduzel ta čar slačilnice, ne? Ker se pravi, najbolj pristne reakcije, posledično tudi najpomembnejše, se dogajajo takoj po tekmi. Se pravi, ko ti izgubiš 4-0 proti Tottenhamu, nekdo mora razvaliti slačilnico. Ali je to trener, ali je to kapetan, ali je to štoper, ali je to golman. Tam ta negativna energija se more nekje sprostiti, ker če se to akumulira, pol, kaj, se boš pol naslednji ponedeljek na regeneraciji, zjutraj se bo takrat stepli. Dobro, mislim, da tle se bo, mislim, da je tudi in imaš ti in pač glih tok, da greš lahko potuš 10-15 minut, mislim, da bo taka neka, mislim, da ne vem, kako je v ligi NBA, ampak vem, da je pač ni, da zdaj oni kar že čakajo v garderobi, kad ti prideš noter, ne. Mislim, da to se bo, ampak ja, vem, kaj hočeš povedati. Jaz mislim, da je v vsakem primeru tako, da tudi mogoče je delno problem v nas, ne? Ker smo pač toliko navajeni tega, kako zdaj to funkcionira. Jaz mislim, da te nove generacije bi znale imeti s tem posledično manj problemov. Ne? Če ti gledaš zdaj tudi, ne vem, bom rekel najbolj banalen primer Cola Palmerja, ne? Jaz mislim, da njega nič ne gane. Ne? Da ti ne lahko priješ med tekmo izjavo, da ti ne bom kar malo nekaj povedal. Ne. In zdaj te fantje, ki odraščajo drugače, živijo v tem neko instant svetu,
Vprašanje, če oni to rabijo neke stvari, s katerimi smo mi ali pa bolj še vi, ki ste igrali fuzbal, odraščali. Ne? In vedno je, sej to imaš tudi recimo, jaz vedno probam odstopati od te neke naše zakorenjene percepcije, ki se o takih stvarih pogovarjaš. Seveda se v osnovi absolutno strinjamo, ne? Ampak moraš gledati zdaj, kako mularija razmišlja, ki jo itak mi ne moramo več razumeti. Ne? In to je ista fora, ki se skozi pogovarjamo, danes vsi rečejo, noben več ne igra fuzbala na ulici. Ja, sprijazen se s tem, ne igra več fuzbala na ulici, ne zdaj, da bo to zato, da zdaj pa te igrači nimajo pojma. Jaz mislim, da nikoli v življenju ni bilo več kvalitetnih igralcev, če govorimo o nekem volumnu, širini, kot jih je zdaj, lih zato, ker je vzgoja fuzbalerja ratala toliko bolj specifična, pa toliko bolj dodelana na vrhunskem nivoju. In jebi ga, ulica ti nekaj da, ampak to, kako imajo pa zdaj proces treninga, je pa 1000 milijonkrat boljši, kot je takrat bil. Ne? In isto je pač pri teh nekih stvareh, ko se pogovarjamo o tem, kako se bo stvar razvijala naprej, to, kar je, govorimo o Američanom normalno, ali pa to, kar si govoril za sodnike, ne sej tam NFL, to tisto, kad bolj veš, ko si reprezentant Slovenije v flag v fuzbalu. Tam je to čisto normalno, da sodnik razlaga svojo odločitev ozvočen pred celim stadionom. Ja, se ozvoči in pove odločitev, zakaj se to. To je že, mislim, da bo šlo tudi v te neke, zdaj ima že pri varu, imamo že, mislim, da razložijo, zakaj se sploh gleda, da veš, zakaj se gre. Mislim, da, kot sem rekel, da bo šlo v to smer, da bo tudi doživetje tistih ljudi in na konc koncev na samem stadionu, rekel, bliže, da boš vedel, zakaj se bo vse to šlo. No. Mene ena zadeva, o kateri razmišljam v tej situaciji in sicer, a fuzbal rabi to. Meni je jasno, da ti v smučarskih skokih, v smučanju, teh nepomembnih športih, ki nobenega ne zanimajo. Flag fuzbal. Ne, ok, v redu, ampak ne, hočem reči to, ti v športu, ki ga moreš promovirati, moraš uveljavljati novosti, konstantno moraš uveljavljati novosti, zato, da bo bolj zanimiv, da bo folku bolj privlačen. Fuzbal je že, ok, vse se razvija, ampak to so neke nijanse, ker meni se zdi, da fuzbal v svojem bistvu ne rabi tega. Folk, otroci, mi, recimo jaz, pa sem malo mlajši od vas, tudi sem imel telefon v 4. razredu, recimo, pa sem vedel, kaj vse se na YouTubeu najde, pa to, ampak jaz nisem rabil tega. Meni se pač je bilo jasno, da, ker sem treniral fuzbal, da je slačilnica zaprta za mene in za moje soigralce in za mojega trenerja in konc. In jaz nisem rabil. Zdaj pa jaz sem mogel gledati fuzbala, zato ker me ne privleče s tem, da mislim, ker ni oddaje o insightu v Arsenalu, recimo. Ne. Jaz mislim, da fuzbal tega ne rabi, krvavo, tako to rabijo ostali športi, recimo. Po drugi strani, ne vem, no, če tega ne bi bilo, mislim, da ne bi fuzbal bil na taki izgubi. No. To smo to reči, malo kontra, jaz strinjam se s tabo, kar se tiče razvoja pa teh zadev, oziroma z vami in sploh, ampak mislim, da ni potrebe potem, tako imam občutek, da če bi jutri skinal VAR, bi čez 2 leti bilo absolutno isto. Problem je tem, da bi se spet vrnil, če bi jutri skinil VAR na to, kaj je bilo 2 let pred VARom, ko so vsi pizdili, da rabiš VAR. Ja, pač isti cikl z drugo temo. Veš, kaj je problem pri teh stvareh? Pri teh stvarih je problem v tem, da pač te medijske korporacije, ki plačujejo te pravice, plačujejo vedno več in posledično vedno več zahtevajo. Ne. Ti si imel recimo zdaj, pardon, jaz malo kašljam. Pivo pomaga. Zelo je. Čiki v Angliji, taki draženi. Poslušati. In problem je v tem, če si ti gledal samo na primeru Rubena Amorima zdaj, ne. Amorim je prišel iz Portugalske, kjer je imel po tekmi z nosilcem televizijskih pravic direkten intervju, po televizijski tiskovko, to je to. On, odkar je prišel, on je rekel, jaz več vidim medije, ki igraše svoje. Se pravi, po tekmi, sem zadnjič bral, kaj ima on po tekmi. Najprej ima 4 različne intervjuje, 4 različnimi broadcasterji, ki imajo televizijske pravice za Premier ligo, potem ima, in to so te 1 na 1 5-minutni intervjuje, ne? Potem ima tak intervju še za klubsko televizijo, pol ima simultan intervju za 2 radijski postaji, se pravi istočasno, poma pa še tiskovko za, se pravi, pisoče novinarje. Ne? To je njegovo delo, pa to se ti zmeša, razumeš? On se pa s svojimi igrači sploh nekdaj vidi. Ne? In ta volumen tega, ne, je, pa pustimo zdaj to, kaj njemu prinaša še, se pravi, vse splošno to,
kar pomeni, da je on trener Manchester United. Ker zadnjič sem gledal neko Sky Sportsman na YouTubu, tako kot vprašajte tega, ne vem, Denisa, Vidmarja, Gordol, pač te znane osebnosti iz fuzbola in je bil zadnjič Amorim, takoj potem, ker je rad trener in mu je ta voditelj rekel, da nikoli, odkar delajo to oddajo, niso niti približno dobili toliko vprašanj. To je pač Manchester United in to je pač neka ta nova fama tega in to ljudje to požirajo, to hočem reči. In pač valjda so pol, skozi se morajo razmišljati, kaj zdaj novega bomo pa mi dali, prodali in na kakšen, pač živimo v svetu turbokapitalizma, ki se je pač upeljal v vse sfere in športa in življenja in česarkoli, s čim se ukvarjamo. Kako teže je biti danes trener, kot je bilo to včasih. Se pravi, še v naših časih si ti po tekmi, po porazu, šel v slačilnico, zaprl vrato in je bilo peglanje. In si dal neke frustracije ven in si tudi skomuniciral neke stvari, ki so bile po naslednji tekmi boljše. Po tem takem, kar si zdaj povedal, da je to oduzeto, da ti je to kot trener oduzeto, ti je en zelo, zelo močen vzvod oduzet za boljši jutri. Trenerjem v preteklosti, oni se niso rabili s tem toliko ukvarjati, kot se zdaj. Plus to, da pa morajo biti vsi izšolani PR-ovci, to je pa spet druga zgodba. Se mi zdaj v bistvu tu govorimo o tem, kar nam prinaša kruh. Mi zdaj v bistvu bušimo to, kar bo nam konc koncev čez par let verjetno, ne bom rekel gušt delati, zato ker meni bo vedno to muka delati, ko vem, v kakem položaju je moj sogovornik, ampak kar se pa tiče gledalca, pa to v bistvu za nas pozitivna stvar, iz vidika medijev, valjda, mi zdaj govorimo strogo o fuzbalu, strogo o fuzbalerjih, po drugi strani pa septu, ki malo koplemo jamo. Ampak mislim, da se obeta tudi ta transformacija, tako kot si rekel, Cole Palmer, Arteta. Sam kaj ti on da, kot sogovornik? Točno to so že tako naučeni ljudje. Pove ti, ampak on ti ne pove, on govori, pove ti pa nič ne, v tistem momentu. Ker on lahko isto stvar pove s telefonom v roki doma mami, jutri grem to pa to, ker jaz recimo imam te avtomatizme, ker že od malih nog to, veš, in pač nekaj odgovoriš, pa ne veš, kaj si povedal. In on verjetno govori, v izjavi ti bo nekaj govoril, ne bo povedal. Sorry, ko ste prekinili. Ja, ampak to je tisto. Veliko lažje je pač na tak način to vse skupaj zapakirati, vsem tem, ker že jaz, pa kdo od nas je kdaj šel na let, pa si povedal tako, kot si mislil, pa tako, kot si hotel, pa je pol medij to vsak povzame tako in dobiš in pol si rečeš, zakaj meni treba tega. Povedal je Bentancur, kar je mislil, pa tako, 7-8 tekem. To je pa ta slaba stvar, ker dobro vemo, kaj vse se dogaja v slačilnici, ko padejo takšni drugače, pa veš, da to nima resnega namena, pa tudi na drugi strani sprejme, zdaj pa vemo, da pač zunaj pa tega mogoče ne bi, zunaj pa pride en, ki reče, to pa ni ok, pa se pol najde neka fundacija, društvo, ne vem kjero, ki bo rekel, neprofitno. To pa ni ok, to pa ni ok in potem je na nogah pol države in potem so cak in pol letijo glave zaradi tega. In jaz mislim, da iz tega vidika bo pa za izjave oziroma za same, kaj boš dobil ti nazaj od teh ljudi, zmeraj manj zanimiv, ker živimo v dobi, ko moraš biti perfekt in moraš biti idealen. In so vsi roboti. Mene zanima, kakšen procent igralcev bo teh, ki ti bo nekaj dal, ker ti lahko ogromno dobiš s tem, ko imaš ti all access v garderobi, recimo, če bo to enkrat primer tako v NBA-ju, ampak me zanima, koliko bo teh fantov, ki bo, ko si rekel, šel na let, koliko ti bo dejansko dal, Ker, ko bo vroče glave, razumem, da se to lahko zgodi, ampak koliko so te fantje že izšolani, da tudi to preprečijo, to me zanima. Po moje, jaz mislim, da je vsem veliko bolj high pressure situacija igrati tekmo, kot na koncu razjeban dajati izjavo za medije. Mislim, da Palmer ne. Palmer lažje gre 3 nedelj namotati, pa dati izjavo. Čeprav to s tem izjavami nima problema. Zadnjič gledam, kaj dajo po tej tekmi Tottenham Chelsea za klubsko televizijo izjavo in ga snema nekaj odgovarjal, me se kar malo Koreljo pogovarjal. Kje imaš kopačke? Človek je to klagan, da je to neverjetno zgleda. Mogoče bo on mogel te media treninge zdaj delati z igralci, razumeš? Kako je to, da te čist boli? Ampak to je takrat, ko si na vrhu. Ko vse gre, Ko vse gre, je vse se zdi lahko. To je normalno. Pa ko ti enkrat, ko ni, je pa res, da je to tudi pa do človeka. En se ne bo znajdel pred kamero, pa da je najboljši na svetu,
spet Messi ne zna 2 besed angleščini. Ampak imaš pa nekdo, ki pa je dober, ne? Pa mu bo glih zaradi tega, zato ker mora ustrezati, ugajati, mu bo to oduzeto. Ne? In pol, ja, imel boš dostop do vsega, kar si zamisliš, ampak kaj boš pa dejansko dobil od neke vsebine, od neke globine, od neke pristnosti, če je odrezano. To je bil namen tega, kar sem vprašal, v kakem procentu. Zdaj, če prešaltamo, Kukureljo smo omenjali, Kopačke, mi da smo delali z Denisom, Spurs Chelsea ob Tinetovi odsotnosti. So dobila to tekmo. Jaz, ti si konstantno na top nivoju. Ne, hecam se. Gledal sem včeraj mlada generacija na TikToku, en hrvaški influencer, ki pošilja tem fantom Kopačke s poslikavami, to delo, s tem se ukvarja. In on je razložil to situacijo. Jaz sicer nisem prepričan, da to drži, ampak okej. On je imel kombinirke obute. Torej, to so pol kramponi, pol plastika in če sem jaz prav videl, si je on iz kombinirk preobul v krampone na 6, ne? Ampak ni več, kako 6? 6 klinke ne dela. Meni se je zdel, ne vem, verjetno nimam prav. Razlaga tega tipa, tega Hrvata je, da je edina razlika v tem, da so bili čepi na drugih kopačkah, plastični, obrnjeni v drugo smer. Ampak poanta tega, kar je, zdaj, ko se pogovarjamo o medijih, pa kapitalizmu, po tem zadevah, je rekel, tip je šel po tekmi in slikal na Instagram storiju kopačke, ki jih je bacil. Te kopačke pridejo za folk ven januarja, naslednje leto. Januarja 2025 pridejo ven te dotičnega proizvajalca kopačke ven in je tip slikal, je rekel, jaz bi mu razkinil ugovor. Jaz bi mu prekinil pogodbo. To vzel pa na eBayu prodal, veš, ko mora to dosega polovne cene. Ne, ampak hočem reči to, on je slikal in dal na story, pogodbo ima s tem proizvajalcem. Veš, na koliko stvari moraš paziti. Dobra fora, dobra spredancija, iz sebe na koncu, konec dobro, vse dobro, slika, ampak stari nekdo je pa tam na firmi, ko reče, čaki majster, mi tebe plačamo. Ampak ti si rekel, da te kopačke pridejo januarja ven. Ja, te bele. Ja, te bele. Jaz sem šel malo stokat in jaz, ker sem videl to slikco, sem šel zoomat, ker me je zanimalo pač, kjer proizvajalci je to, ne? Ker tako, ko si rekel, to lahko narediš full bruko, ne? Zdaj pa, ali je pač Mačak tako dober zablural to firmo, ali je pač še ta fora, ki jo pač dajo predčasno ven, Nike'ice, Adidaske, Pumice in ti ne... Sam, če gledaš fuzbal, poznaš že po videzu Kopačke, a veš, kira je, ne? Se imaš 3 glavne firme, pa mislim 2 glavni, pa ostalo je pa pol itak veš že približno, ne? Mislim, razen verzunem od Kejna, stari te, ko ima... Ampak, ker si rekel, 6 klinke, kombinirke, pol, on je pač stopil na zunanji del stopala. Jaz to mislim, to si rekel. Tam, ki je bil počasni posnetek, on je stopil na zunanji del stopala, tam ti ne zdrži. Kaj bi mu Nejc naredil? Kaj bi Nejc naredil svojemu levemu beku, da mu 2-krat spodrsne, pa da ga 2-krat faše? Sam to me zanima, stari. Jaz sam vem, kako je to, kaj bi v slovenski ligi, kako bi bilo to, kakšne kazni bi padele, pa kakšne besede že glede teh kramponov in to, ampak ja, to so malenkosti, ja, jaz vem, kako je bilo. Pač ja, si zmeram pripravil zadeve, jaz sem zmeram 2 ali pa 3 variante pripravljene, od unih žebličkov za trde terene. Jaz nisem odigral ene tekme v prvi slovenski ligi takrat. Pač golman ne more si prvoščiti, da ti spodrsne. In si branil vse tekme v kramponih. Torej vse tekme in pa so pa različne stvari. In jaz mislim, da tle šlo, tudi jaz mislim, da ni več dejansko teh kramponov 6, ampak so samo še dolžina samega krampona in koliko so ostri pa debeli. Meni se je zdel, se pravim, skoraj ziher nimam prav, ker tudi vem, sam jaz sem še nosil na 6, neke stare pač tipa Miller. Ne, veš, ona 3. liga, razumeš, Niva pa to, ampak to, kar si rekel, so meni vsi trenerji govorili, ki so igrali v 90-ih prvo ligo, recimo, ne, da pač to je bilo sam krampon in pa konc, ne, ampak zdaj mislim, mi se spet pogovarjamo, igramo stadion od Tottenhama, pa valjda ni tam problem, da ti bo... Jaz sem hodil po tej travi.
To se kar odbijaš od nje. Ne. Mislim, kombinacija vsega je, ne, malo je pa tudi to nek mentalni šov, po moje. Ne. Dobro je rekel ta Peter Drury, on je ful poetični glavni komentator na Skyju, on je rekel Cucurella like Cinderella, ne, se pravi Pepelka is looking for a shoe that fits. Ne. Se pravi, zamenil čelo, ampak mi moramo reči, da ta Cucurella izven tega je imel top tekmo. Ne. Top tekmo, ne, in tudi v bistvu je lik, mogoče lik v tej celi neki Chelseavi zbirki teh igračev, ki so se zdaj ustalili v kukar neko celoto, nekdo z največ mogoče nekega tazga karakterja, v končni fazi že kako vizualno izgleda. Najbolj temperamentni v tej ekipi. So oni bil pri obeh golih za 2-2 pa 3-2 ne upleten, ampak zraven, tam neko gužvo galamo. Celo asistent za od Sancho ta gol je bil, ne, kaj je asistent, on se je sam naredil, ne, ampak tudi pri finalu od Kajseda je bil on tam, ne. Če se pogovarjamo mi, da je Cole Palmer mogoče kao največji kiks Cityja zdaj, ko kar gledaš, da so njega spustili, ne, v bistvu bo po Cucurelli mogoče se malo boš razmišljal, da je City tudi z njim kiksno, glede na to, da so oni takrat nekaj časa se zdeli, da bo šel on v City, ne, pa je bila pa ta cena 60 plus milijonov, pa so oni rekli hvala lepa, pa je na koncu šel v Chelsea, ne. Kakšno je imel človek evropsko prvenstvo, ne, je bil najboljši levi bek prvenstva verjetno, ne. Je zanimivo, da v bistvu tudi nekako odziv na te njegove napake se je to v celi tej neki zgodbi pol spremenil v, da bi ti rekel, neko risanko, razumeš. Mal je smešen, pol pa mal top. Pa ampak kakaj je to tanka meja, ne? Kak idiot bi lahko izpadel? Ja, če ne bi bil Palmerja, Sancho, pa te frajerje. To ne imel še šanse, da bi dal še enega 3-0, da se ti ne vrneš, stari njega nabijajo naslednji dan po mojem. Se veš, da Stevena Gerrarda to spremlja celotno kariero, da pa tam Mbemba fali, noben se ne pogovarja o tem, Gerrard Slipović. Smejal bi se še on. Pa okej, veliko večja tekma kot ta zdaj, ker v kontekstu neke cele sezone ni toliko odločilna, ampak ja, take stvari te nekako definirajo, ne. Govoril si o Cucurelli, o temperamentnem, karakternem igraču. Je lahko on lider tega Chelsea, oziroma koga vi vidite, da bi lahko bil karakterno gledano iz tega psihološkega profila, da bi lahko bil lider te nenormalno talentirane zasedbe bluesov? Mislim, da na nek način mogoče Enzo. Se je zdaj malo stabiliziral, vmes izpadel, ima nek ta, vidimo tudi iz reprezentančne zgodbe, nek ta brutalen karakter. Oni imajo mogoče malo problem, da nimajo takih markantnih štoparjev, ker vemo, da so štoparje vedno te ali pa golmana, ti vedno rabaš golmana, da je glasen slačilnici, kakorkoli. In tle mislim, da jim tle še te probleme, ki so tudi tega Risa Jamesa zdaj na nek način zgubili, ampak on tudi ne velja za neko tako full persono, ampak bolj v bistvu kot nek domač igrač, v tem smislu lider. Jaz mislim, da so oni na nek način v tem trenutku podobna zgodba kot tu na Arsenal 2 leti nazaj, ki je prvič Jurišov, prvič je bil protikandidat za naslov prvaka in se je pa sesedel takrat, ko se je Saliba poškodoval, pa dobil po kepi na Etihadu. Se pravi, oni zdaj jadrajo na nekem tem, da je vse novo, da se je ta mladost kar poklopila. In zdaj mislim, da cela scena nekako čaka na to, kdaj bo oni kiksnali, ne? Da to se pač na nek način nikomor ne zdi vzdržno. Zgodba je relativno podobna. Arsenalu se je to takrat prvi zgodilo, ekipa je bila relativno na novo sestavljena, bila je imela ful neke zanimive mlade kvalitete, ni igrala Lige prvakov, ne. Se pravi, vse te neke stvari jim gre v tem trenutku na roko, ne. Zdaj, glede na to, koliko je že prvenstva mimo, ne, se pravi, mi smo, 13. krog, se pravi, zelo blizu smo že polovice prvenstva, ne. Koliko dolgo se lahko ti še tako kamareska nekako ograjuješ od tega, da nisi v boju za naslov, ne? Ko si rekel za to sezono od Arsenala, se strinjam, ampak ena razlika, ki je po mojem mnenju gre v prid Chelsea, je ta, da ima bistveno večjo širino, kot je imel takrat Arsenal. Se pravi, tam Saliba pa še en se poškodoval in je bila to druga ekipa. Se pravi, ta širina Chelsea in ta konferenčna liga. Kakorkoli igraš proti Armencem, imaš ti v pogonu 20-25 igralcev. In zdaj smo videli tudi te rotacije, ki so jih naredili, da se lahko prvoščijo, da imaš zdaj ti Sancho, Felix, Madueke in Neto, imaš ti 4 vinke, ki so ti v pogonu. Imaš ti Nkukuja, imaš ti tega Jacksona, je ekipa dinamična, si
kvalitetno podvojen na vseh pozicijah in tako, kot sva rekla, jaz sem po prenosu delal, sem rekel, za moje pojme se je Chelsea zdaj vključil v to zgornjo četverko, v smislu, da jih moramo dojemati kot kandidate. Zakaj? Vsi kandidati so, ampak jaz mislim, da bo malo problem nastal zdaj, ko bo konc malo te Evrope. Kako to zrotirati? Kako zdaj to rotirati? Ti, okay, imaš neke stvari, ampak ne boš imel več toliko opcij za rotacijo. To so vse ego, težko je kar tako, zdaj pa jaz nisem več v prvem planu, ne? In jaz mislim, da jaz pravim, da zna prijeti do nekega nezadovoljstva in tle mogoče kakšen problem nastati. Se veš, pač vsak želi igrati iz tega vidika, dokler ne bo prišel nov val teh tekem. Ne? A je tu toliko ega v neki ekipi v nastajanju, kjer se še par fantov proba dokazovati, ok, vse so na top nivoju, ampak dokler so rezultati, a bo tu kdo upal skočiti ven v smislu, da bi, ker noben ni pa svetovna klasa na nivoju, ne vem zdaj, da rečem Noben ni nič osvojil. Jude Bellingham. Razumem, kaj hočeš povedati, ampak to je vse, vsak želi igrati in jaz mislim, da to je odvisno od karakterja. Jaz karakterno ne poznam jih do bistva, ampak jaz mislim, da se bo pojavila zadeva in zna nastati problem. Je pa res, ja, edina stvar, ki je tle, da nimajo rekel, še nekih markantnih igralcev znotraj ekipe, pa tudi on je še dejansko v nastajanju oziroma je še relativno mlad. Pa ne, Palmer realno nima karakteristik, nima potencijala, da lahko postane markanten igralec. Jaz ne razmišljam, kar se tiče osebnosti, kar se tiče igre, pa se čudo ne vidim. Se tudi Messi nima karaktera. To sem reči, recimo Messi, posnetek je dober, ki pridejo, kako ga čakajo, ko gre iz garderob ven. To je za medije bolj priča, ne markantno. Ampak tako, ne rabiš biti velik, da si lider, če ti govoriš, če si toliko dober, pa če rečeš, če sam, da sploh ne če rečeš, imamo to, jaz sem izmeram rajiš take igralce, ki so, recimo pa dobro, tudi v Sloveniji, recimo je bil tudi Samir Handanović čisto ni veliko govoril, ampak si točno vedel, ko je pa prišel trening, je bilo pa od prve sekunde se je letel. Ni bilo to, zdaj se bomo pa ugreli, pa počas, ne, pri njemu je bilo pač tako je šel. Se strinjam s to primerjavo Messi-Palmer, ampak Messiju je praktično skozi celotno kariero vse šlo. Se pravi, redko je bil v situaciji, ko je bila frka, ko je gorelo, razen tam Paris Saint-Germainu, in kako bo Paul Palmer kot lider te ekipe, kako bo on kot najboljši igralec izvadil to ekipo, spomnil sem ga Chelsea, 7-8 kapetanov je bilo. Takrat Mourinho, hvala lepa, zmenite se in to je to. Sam ti imaš tukaj eno drugo zdaj, mogoče bo Tine to še bolj znal povedati, ti imaš tu ekipo odpadnikov, Kokoreljo si omenil, ki ga kao ni vzel City, pa je zdaj tu. Ti imaš Cola Palmerja, ki je bil pri Cityju, pa je zdaj tu. Ti imaš Jadona Sancha, ki je bil pri Borussiji, pa Unitedu, pa mu kao na top nivo, ker Chelsea v zadnjih sezonah, ni bil kontender za top 3, top 4. In ti imaš tu zdaj fante, ki so bili na tem top nivoju zavrnjeni pod narekovaj in imajo zdaj nekaj za dokazati. In jaz mislim, da tu ni taga problema z egom, kakor je v Unitedu, recimo, kjer imaš ti ljudi pripeljane iz celega sveta za ogromno denar, od katerih se pričakuje week in week out, da bojo čarali. Ampak imaš ti nekoga, ki ima na drugi strani dobrega liderja na klopi, ki po mojem s tem zaenkrat, dokler se rezultati nima problemov, ker noben od njih komorkoli lahko Mareska reče, le se si probo, tam pa ni. Mislim, karikiram zdaj na full. Mali miks, recimo Jackson, Caicedo, Enzo, te so vsi prišli na neko naslednjo stopničko. Je nek zikr zdrav miks tega. Jaz mislim, da je tako. Zdaj se nekako spreminja neka percepcija do tega Chelsea, ker realno smo se itak vsi norca delali z njihove te hiperturbo politike transferov, ki jaz mislim, da itak doživlja svoj konc že zato, ker čez pravila to dolgoročno ne gre na tak način poslovati. Po drugi strani ne moramo zdaj to gledati kot neko ful čudovito underdog zgodbo, ker to so ljudje, ki so zapravili milijardo za to ekipo, vmes pokurili 100 igralcev, ki so mogli polet sami trenirati ločene od ekipe, psihološke so jih uničevali, tako da jaz bi vsem delal neko ločnico med tem čudovito, kako lepo zdaj ta ekipa funkcionira, pa kaj se tle dejansko v zadnjem dogaja, da je do tega prišlo. To je bila najbolj turbokapitalistična zgodba, kar smo lahko v življenju videli. Je pa tudi res, da je Tottenham zapravil denar,
pa vidimo, kaj se mu dogaja, da je United zapravil 200 milijonov, pa vidimo tudi tam, da se sorry, ta čudovita strukturna zgodba, ki so oni prekazovali z vstopom Jima Radcliffa, pa 25%, pa to so zamenjali športnega direktorja po 5 mesecih, da so ga čakali človeka, da je prišel, da so ga poterali. Ne. Se pravi, vsi imajo pač ogromen denarja, vsi imajo svoje probleme, na koncu je pa vedno tako, ne, projekt pa rata sijajen, pa lep, pa super funkcionalen, takrat, ko imaš rezultat. Ne. Takrat je vse dobro. Ne. In na koncu je v bistvu ta športni svet v tem smislu zelo preprost. Ne. Ampak Mareska je rekel med tednom, ta ekipa bo čez 4-5 let dominirala v angleškem prvenstvu. A vi vidite v tem trenutku Chelsea, kot da ima večji potencial za naslednjih 5 let, kot ga je imel Arsenal, ko si ti omenjal 2 sezoni nazaj, ko so začeli. A lahko te izhodišči primerjamo, kar se tiče nekega potenciala za prevlado v naslednjih 5 letih? Ali bi dal komu več ali manj? Pa jaz bi rekel, da je bil Arsenal grajen z veliko več neke potrpežljivosti, športne logike, brez tega razmetavanja denarja na vse možne strani in pač karata, ne? Ker to pri Chelsea se je dogajalo ogromen nekih slučajev. Zdaj, seveda, če ti 2 leti in 4 prestopne roke, ali koliko so jih oni porabili za to, da pokupaš milijarda nekih super talentiranih mladih igralcev, jasno, da imaš ogromno potencijala. Ne. Arsenal je pač to nekako ročno zbiral, tudi seveda ni to zapravljal v kafani, ki se časti. Ne. In jaz mislim, da vseeno neke smiselnosti v gradnji te dveh ekip ne moramo primerjati, da ima pa Chelsea pač ogromno nekega talenta znotraj ekipe, sigurno, da ima pa tudi ogromno nekih, vsej ti si prvi polčas, ko so oni igrali proti Tottenhamu, ni bilo zdaj to tako. To so bile katastrofe. So veseli, trpeli, razumeš, Badiashile ti je problematična, imaš 2 levičara, ki ti igrata štopere, kar nikoli ni idealno, kaj seda si ruknil na desnega, ker tudi tle zdaj že malo... Ti hodi noter, plavaš malo, lavija ti more... Tako da je vse, jaz mislim, da največji zmagovalec siguran v nekem individualni javni percepciji zagotovo Mareska. Njemu vsaka čas človek prvič vodi nekaj na tem nivoju. Ne. Ok, veliko je bilo tega, da je pač kako je trener talentiran, misli, ampak to je tako za vsakega trenerja, več ali manj slišimo, ko pride v ligo. Sej za Ten Haga so zdaj tudi take stvari takrat pisale, pa pač vsakmu ne rata, saj so to super kvalitetni trenerji. Ne. In njemu, da je on toliko bil hardliner, ne, da je rekel, to bomo, to, da je enega Sterlinga omaknil, da je to je karakter jeben, ne, trenerja. In njemu res vsaka čas, da iz te norosti naredil smisel. Ne. Tako da on je zagotovo v tem trenutku mirno, lahko rečemo, glavna figura, ki je iz tega kaosa naredila neko stabilno situacijo. Zdaj kaj bo pa čez 1 mesec, 2 meseca. To je to, tisto, dokler je rezultat, kot si prej rekel, dokler je rezultat, pol se bo šele videl, kakšna ekipa je res, a je to ekipa za nekaj več ali ne, ker dejstvo je, da bo prišla kriza tudi za njih, da bojo izgubili kakšne tekme. In takrat se bo videl tudi, kako funkcionira Mareska, kako odreagira, kakšna je garderoba, in tle se bo pač lomil vse, ne, ampak potencijala ima ogromno potencijala, samo a je pa to, rekel, za biti prvak, je pa zelo veliko vprašanje. Tako, kot si ti rekel prej, ne. Dejansko zdaj, če ti gledaš Chelsea, Liverpool, City, Arsenal. To so v tem trenutku 4 ekipe, ki jih pričakuješ na prvih 4 mestih. Villa, Newcastle, ki sta v zadnjih letih tle zraven kašljala zraven, res zato, ker so bili te malo drugi v krizi. Vidimo, da sta v mega problemih. United, da pač se ne pogovarjamo, čeprav so razlike manjše. Ti težko vidiš mimo teh 4 ekip. Tottenham se tako dobro začelo. Tako zdaj je katastrofa. Ne. In Sam to, kar si, če bi se sam za sekundo še na to nazaj vrnil, ne. Pri Arsenalu Arteta ni začel takoj delač od tega, ja. hit the ground running, ne, pravi Angleži. Je pa tudi ta razlika. Pa so ga počakali, ne. Kaj bi bilo z Maresko, če ne bi začel on? Problem je, da je valjda, ne, da je Arteta podobno, kot če premešaš Slota pa Klopa, on je prišel na štalo sranje
pizdarijo v Arsenalu. Ne? Ker oni so najprej porabili, ne vem koliko cajta so čistila slačilnico, ker je bila polna nekih igračev, ki pač so bili nemotivirani, ki so imeli visoke pogodbe, ki se jih nisi mogel znebiti, ki jih ni hotel noben kupiti. Milijarda teh Aubameyang, saj se lahko pogovarjaš v tisočih fantih, ne, in oni, tle je bila to umetnost, to je Klopp prišel na štalo, ne, in je rabo čas, Slot je dejansko prišel na zelo, zelo dober, urejeno, stabilno, lepo selekcionirano ekipo. Slotu, ne, vse, vsaka čast, kaj je naredil s to ekipo. Tudi David Moyes je prišel na, ne, pa ni. David Moyes ne govorim zdaj o tem, da moraš biti vsem pokazati nekaj, tu če imaš urejeno vse. Absolutno. In zdaj vsem je Pochettino v lanski sezoni povedal drek, ne, tle v Chelsea, pa veliko stvari stabiliziral v primeru, koliko je bilo prej, koliko je bilo to skozi malo gor dol, ne, je vsem izhodišče verjetno lažje. Je pa tudi, a veš, greš pa tudi v obratne smeri, ne, sej načeloma je tudi, pri Manchester Unitedu, če ti generalno gledaš sceno, ni to zdaj slaba skupina igralcev, ne. Vsem se ne pogovarjati, da je tle veliko nekih zanimivega talenta noter, ne. In a zdaj to, Amorim, lahko v nekem času dvigne v neko bolj smiselno stvar, ki ti prej to delovalo. Kaj si rekel prej, Maresca, oseba, ki je uspela obvladovati ta kaos, ta cirkus in iz njega išla kot trenutni zmagovalec, Maresca v tem primeru. Kaj potrebuje Amorim, da iz tega cirkusa, ki ga je Ten Hag pustil za sabo, da naredi ekipo, ki bo pa ne v vrhu, ki bo lahko držala korak z omenjeno četvorico prej. Jaz mislim, da prvo sam more trenutno Amorim mogoče v neki situaciji, ki je seveda tudi posledica tega, v kakšnem trenutku on prišel v klub. Ne? Se pravi, prišel v klub, ki je ogromno število tekem. In on non-stop menja iz tekme v tekmo, ogromno menjave prvi enajsterici. On pravi, da je to pač posledica dveh stvari. Eno, da pač ne more igralcev toliko prekuriti v tem trenutku, in drugo, da on igralce spoznava v tej situaciji. Ne. In zdaj ti boš, ampak on pravi, da ko se bo prišlo ven iz tega, boste vi hitro videli, kaj jaz vidim kot svojo začetno enajsterico. Ne. Se pravi, on neke vzvode v tem trenutku že ima, ampak v dani situaciji je pač tle na nek način prisiljen, da zdaj čez to neko obdobje plava. Ne? In on je tudi, veš, da je rekel po uni zmagi proti Evertonu, ki je v bistvu, ti si prišel na teden, butnaš Arsenala med tednom, butnaš Forest, ti si zraven, ne? Ampak zdaj si ti v enem tednu prišel od tega, da so po Evertonu vsi rekli, čudo, Mourinho je vse pošli, tudi do tega, da čez en teden se vsi že sprdajo vse isti kot Ten Hag. Neizbežno, jaz sem to prav čakal, da se bo zgodilo in evo ga. Ne. In zdaj jaz mislim, da tle bo on, prva stvar, da bo on se stabiliziral znotraj tega kadra, kaj dejansko on hoče obdržati in hoče imeti, in pol seveda, da ti neke stvari dodaš. Tle se verjetno predvsem pogovarjamo o problematičnih bočnih pozicijah, ne? Ker United nima tega, kar je on načeloma pri Sportingu imel, in verjetno se pogovarjamo o dveh zadnjih veznih v tem njegovem sistemu. Ugarte menu imata te karakteristike, da bi načeloma, ne. Zdaj, vse, kar je on govoril, je zelo, zelo smiselno, zelo, zelo jasno razlaga tudi neke te taktične detajle, v katerih mogoče nismo toliko navajeni. Ne. In tako tip deluje ekstremno zanimivo. Jaz sem že takrat rekel, da pač po mojem mnenju, ko smo se pogovarjali o tem, da Manchester United v danem trenutku, če menja Ten Haga, takrat smo se pogovarjali, mora najdati nekega trenerja, ki je, kot rečejo, the next big thing. Ne. Tako, ker so načeloma vsi te klubi funkcionirali, tako je Arsenal si najdel Arteto, tako so te zdaj vzeli Maresco, to je zdaj pač nek trend. Ampak, veš, mi smo se v prejšnjih podcastih pogovarjali, da mogoče še potrebuje nekoga, da ga to da spelje to prehodno obdobje za da ga požre, ja. Stari, kaj če ta United še temu ne rata. Amorima požre? To sem pa recimo, jaz sem, ko je šel tisti teden, ko je šel Amorim v United. Brezalkoholno je drugač, da ne bo zgledal. Zato te pa pecka v grlo, zato te pa draži. Tisti teden, ko je šel Amorim v United, sem delal z Zlatkom Zahovičem en pogovor. On je
pač valjda za portugalski fuzbal, itak pozna tudi njega, ko je jaz bil Zlatko še na portugalskem, je Amorim glih prihajal v te fuzbal vode, pač v igralske. Ja. In je rekel, jaz sem ga pač vprašal po intervjuju, čist zanimal me je, in je rekel, take, mislim, zdaj upam, da ne bom, mogoče ni vse točno tako, bom rekel, ampak v tem smislu, da United enostavno rabi veliko ime na mesto trenerja, da to se vse lepo sliši, Ten Hag zamisli, genij, ovo, ono, Amorim isto, ima nek svoj stil prepoznaven, Skanto je City prednje šel, iz Sportinga na portugalskem mu je uspevalo vse, ampak ti moraš biti, po mojem mnenju, za neko dolgo obdobje na takem, ali pa v tem trenutku mogoče tudi ime, ker da priješ ti v tak velik klub, kot je Manchester United, ki si govoril, verjetno najbolj oblegan klub na otoku, tudi kar se tiče medijev in pričakovanj, jaz mislim, da ti nek karakter in neko ime, da lahko rečeš, alo, jaz sem pa to, tam pa tam, ne, naredil. Ampak kdo? Ja, to so druga stvar, Zinedine Zidane. Imel si Mourinhota, ja. Sam Mourinho je bil že v declinu, takrat se mi zdi malo. Zinedine Zidane, ne vem, recimo, evo, on je, primer, vem, da noče delati, razen, ne vem, francoska reprezentanca verjetno, ampak ne vem. Pa a je Zidanu zdaj potrebno iti v ta riziko? Ne, ni mu treba, pa se jaz ne govorim zdaj z vidika trenerja, jaz govorim z vidika Manchester United, da če ti, jaz imam tak občutek, pojma nimam o fuzbalu, če govorimo tako realno. A veš, ne morem jaz gošču. Hude komentatorje imamo na areni. Ne, ampak Jan Lukazen zapušča svoje mesto. Ne morem jaz pametovati. Daleč od tega, razmišljam o tem in to, kar je rekel nekdo, ki je, kar se tiče športnega funkcionarstva v Sloveniji naredil največ. In če on ve, mislim, če on tak razmišlja, pizda, mogoče se pa strinjam z njim, a veš. Kaj bi jaz rekel na to? Jaz bi rekel na to, da so te, da ne bom zdaj prispal preveč prepotentno, bivši igralci vedno obremenjeni s tem, da morajo biti bivši veliki igralci posod. Ti nikjer, če boš ti presek zdaj naredil po evropskih največjih... Ja, ok. Ampak ti si imel v bistvu v tem času, ko so se vrtela ta imena, samo Tuhla, preden je vzel reprezentanco. Zato si tudi govoril, da je reprezentanca z njim pohitela, da je United le zamudil, ampak Tuchel je v vseh klubih se skregal, ne? In te ljudje nočejo imeti takih trenerjev več. Ne? Ti moraš toliko nekih, in zdaj ti, če delaš nekak recenzijo, kaj je trenutno, le kar se je Bayernu dogajalo polet. Bayern je probil 300 trenerjev, na koncu je vzel človeka, ki je spadil iz lige, zato ker je bil velik igrač. A je to prav? Ne bi rekel, da je prav. Kaj je vzela Barcelona? Barcelona je Hanzija Flika, ki je pogoril na klopi meniške reprezentance, ki je noben selektor prej. Ja, prvo sezono. Pokaj pa mogel sam narediti, se pa tudi on skregal. Luis Enrique je imel tudi probleme posod, ki se skregal, zdaj v Paris Saint-Germainu se že kažejo pač nekaj, on je bil recimo velik igralec, ampak on je spet neka zelo problematična osebnost. Če gledamo angleške trenerje, kdo zdaj vodi angleške klube, to so, izvzameš Pepa, ki pač ne moreš dobiti, ja. Nekega ni nikjer na svetu, ni takih profilov, kamoli frej profilov, trenerov, ki so ful osvojili in zdaj doma sedijo, da bodo dobili klub. Tega ni, ne? Ne, jaz imam rešitev za United. Mislim, da če še v primeru, da posrkajo Amorima, Amorima menja, človek je 14 dni. Pa ti ne prostane več nič drugega, kada aktiviraš nazaj Fergusona, prvi pomočnik Roy Keane, drugi pomočnik Eric Cantona in ima, da je šaketa Juna Antonija in tam. Ja, pa da prijeta še Beckham, pa da se spet skrega, pa letijo kopačke. Minili so te časi, ne. Časi so tega, to so take ogromne korporacije, ne. Amorim je tudi zanj v enem intervjuju rekel, jaz tle hodam po temu klubu, še vedno so pisarne, ki jih najdem, sploh ne vem, kdo tle dela. To so ogromne. A pol po drugi strani vidiš, da je pa Redcliffe zadnjič v tem intervjuju, ki je dal za eno teh fanzinov Uniteda, lih preden so tega Dana Ashworta zamenjali, je rekel, da je data department, se pravi ta del za analitično obravnavo podatkov v Manchester Unitedu neobstoječ in da je United, kar se tega tiče, še vedno v bivšem stoletju. Ne. In to so vse stvari, ki so zdaj del tega trenerskega posla. Trener je samo en del te cele strukture, ki mora maksimalno funkcionirati, da se karkoli zgodi. In Arsenal je imel to, smo se velikrat povedali, super sestavljen z Edojem pa z Arteto, Edo odpadel, Pep
pa Čiki Begiristan odpadel, zdaj kako bo City šel čez te stvari. Tottenham ima tle problematično strukturo, vsi na nek način tle iščejo ta neki idealen del, United je pa na nek način zmetu eksperte za vse te pozicije športne politike, ki jo je postavil iz nekih različnih projektov. In zdaj, a bodo te ljudje skupaj zafunkcionirali ali ne, je pa nekaj drugega, ne. Tako, če greš ti z nami v podcast, se dobro počutiš, ko skupaj delamo. Če greš zdaj kar od nekega, ne veš, kako boš zafunkcioniral, ne. Dobro, Ne. Ena stvar je komična, delal sem United Forest, ne. Hotel sem te vprašati, hotel sem poklicati dan, a je to možno? Jaz sem imel na robu, pa zdaj bom rekel, jaz sem imel na robu jezika, da rečem, pa si ti neumen. Sam, da orišem situacijo. 93 minuta, 7 minut sodnikovega podaljška, rezultat je 3-2 na Old Traffordu za Nottingham Forest. United dobi 2 metra, ne. Prime žogo, jo zakotali 2 metra naprej. Mislim, da je sodil Darren England, ali je sodil, ni važno, ni kdo je sodil. In se obrne in mu pokaže nazaj. In on vzame žogo in naredi korak in jo zarola spet 2 metra naprej, na isti položaj, prosti strel na sredini igrišča, faul pa na 2 metra nazaj. Ne? In mu on spet pokaže, da pač ne bo toleriral tega. In vzame žogo in naredi 3 krajše korake nazaj in si žogo spet pošlje. In se človek, sodnik, postavi se takle in pač mu reče, mislim, ne? In postavi žogo. In jaz gledam, zgubo je 40 sekund. V 93 minutah. Jaz razumem vse, vsi smo hoteli varati sodce, vsi smo hoteli varati sodnike v svojem življenju, če smo igrali v 3. ligi ali pa v 1. ali pa v ligi prvakov. Ampak stari, če ti on da po prvem poskusu vedeti, ajde mogoče še probaš pol metra vzeti. Ne vem, zakaj bi ga, ker ne vem, če to naredi razliko in me to zanima. A naredi razliko in zakaj, če ti 3-krat pokaže, da te ne bo toleriral. Ni, to je... Zagovarja, ajde. Jaz ga ne morem zagovarjati za to stvar. Jaz ga lahko zagovarjam za branjenje pa te stvari, ker se mi zdi, da je ta stvar mu ne pomaga pri tem, ker pač je tako idiotsko se obnaša, že zaradi tega je v bistvu ni to, kar bi lahko bil tudi v očeh ostalih ljudi, ki gledajo pač ta fuzbal in v Premier Ligi letos on realno odbranil zelo korektno do pač te tekme. Pustimo te napake. Meni je pač kot golman, ker sem bil, mi je bilo pač te stvari res, koliko je malo, pri golmanih je res tisto, ali si tle gor, oziroma tudi, ker si tle gor, se mi zdi, da se premalo o tem govori, ko pa narediš eno napako, je pa vse to. In ta stvar, ki jih pa on dela, na kakšen način, pa vemo, tudi izven tega, kakšnih te afriške njegove potovanja na te African Cup, pa to, pa kako se je on že skregal v afriški reprezentanci, da je majster igral pred svojimi štoperji, da se še ni vključil in to so te stvari, ki ga delajo pač, ki kvarijo to njegovo kvaliteto, ki jo ima. In ja, to je idiotizem iz tega vidika. Ampak mene samo moti pač to, da ko govorimo o golmanih, da narediš nekaj super, tudi pač naredijo napako igralci, ampak to je toliko težko in se postaviti v kožo. Jaz vem, kako je, ne vem, isto Kelleherju, ki je zdaj super, do zdaj vse je super, kot te ni. Lihko je ali sem ozdravel, ne? Ja. Se je v bistvu vse poklopil iz tega vidika, da zdaj spet da lepo to mesto, ampak vsem za golman je pač daleč najtežja pozicija, najbolj odgovorna pozicija, ker ni prostora za napake. To je pa itak, to je pa, da se strinjam, to je neumnost. Pa se ne govorim samo o golmanih konkretno ali pa o njemu. Ne? Okay, jaz nekaj bi rekel, Fraser Forster proti Chelseaju, 4 komade je popil, branil je top, top je branil, ampak jaz govorim nekaj, ti dobiš gol po sredini, ker si šel na pamet, po mojem, na napačni nogi si bil na pamet v desno. Vse te napake, to okay, ampak ne govorim o tem. Govorim napako, in da si taka petarda, da delaš to v 93 minuti, pa ne samo on, jaz v modernem fuzbalu, vidva, vse sta še igrala v cajtu vara, oziroma veta približno, kak je to. Zakaj, a je to tak zakoreninen v tebi, da probaš nekaj, ker vsi smo, se pravim,
ko si špilu, ampak ok, v mladinski ligi ni bilo vara, lahko si neki pač nadmudrijo sodnika, ne? Ampak da pa ti tam stari 3 minute do konca loviš piko, vsaj piko, da greš kras 30 Če gledamo širšo perspektivo, a to sovpada z DNK Manchester Uniteda, ne? A veš? Mislim, tem zdajšnjim jaz bi rekel, da ne. Tem zdajšnjim bi Ta rekel, da ja. zdajšnji nima identitete, stari, mislim, ne vem, no. Sej, to je bila tudi neka, to, kar si rekel, ne? Glavni problem zdaj v tem, kar se zdaj izvedelo, kako so oni tega Ashworta, se pravi športnega direktora, umaknili, da je pač on bil, načeloma ni bil naklonjen temu, da oni pripeljajo nekoga, ki ima toliko zakoreninjen sistem postavitev igre, ki nima veze s tem, kar je Manchester United čez zgodovino igral. United, razen ob nekih rahlih poskusih Tenhaga, Van Gala, takrat je zelo, nikoli ni igral s tremi zadnji. Ne? In to je zdaj pač tudi nek kulturni šok, ne? Za ljudi, ki so nečesa navajeni. Vemo, da je to takrat, ko je Van Gaal to nekaj probaval, so mu skandirali 4-4-2, 4-4-2, lastni navijači. Ne? Zdaj, to seveda, kaj si mislijo navijači, na koncu ne more vplivati na to, kako boš ti postavil športno politiko. Ta trojka lahko zelo dobro izgleda. Ja. Maguire centralno, Martinez levo, pa desno Joro ali pa De Ligt. Mislim, da je De Ligt na Maguire. Ne, ampak ne, realno, centralno, jaz sem največji kritik Maguire, meni gre najbolj na živce, ampak če kje igra lahko te trojke kot libero, tam, kaj ga dva varujeta. Je pa res, da je problem visoke linije Maguire, ne? Če ti hočeš linijo više za 10-15 metrov, kar bo Mourinho probal narediti, je problem tle Maguire, ne? Je pa Mazraoui recimo tle super rešitev izpadu, ne? Ampak ima United sploh še identiteto? Meni je bil United, ko sem bil otrok. Ja, sigurno. Pojem fuzbala do Barcelone, poloki pa mi jaz Barcelone nisem mogel smisliti, brez zamere in tega, ampak meni je bil United takrat pod Fergusonom, jaz zaradi tega sem začel gledati fuzbal. A ima zdaj po tem skoraj desetletju sploh še neko identiteto? Kapetana jim bušijo, ker je vsak narobe pas benti na pač po celem igrišču, ne vem. Ne, velik problem, seveda. Da se sam še malo vrnem prej, ko smo bili pri golmanih. Dobro se počutim v tem vrtarskem. Branjenje Arsenalovih prekinitev. Kaj lahko golman tu postori? Se pravi, koliko je odvisno od golmana v odnosu z samo cono postavljanja? S cono si ti tak že v bistvu kaj dela dober Arsenal. Arsenal pride od zadaj in pride v to linijo gibanja tvojega. Ti, kako boš ti, ko imaš ti, prvo ne vidiš, kaj se dogaja, ti moraš biti fokusiran na žogo. Žoga prihaja in ti v momentu, ko prihaja, ok, tle je bi šel, že recimo bil drugi gol proti Unitedu, ko je bilo na drugo ladnico, ne? Ti dobiš uvere pred sabo. Ti se moraš obrniti, zalaufati na drugo. Tudi če zgleda, da bi bil lahko v normalni situaciji, ko ne bi imel ti ljudi pred sabo. Ti moraš vedeti, da ti oni postavijo, United je imel tudi tako, da so se branili, praktično Conosov je postavil, to mi je čudno, samo da je postavil na 2 metrih, ravno zaradi tega, da si je mogoče skrajšal ta čas, da se mu ne v zadnjem momentu naredi gužva. Ampak ti kot vratar, ko imaš ti 10-15 bodijev pred sabo, težko kamorkoli priješ, tudi če si ne vem kdo, če si Boban Marjanović ne bi prišel do A je to oviranje, namensko oviranje vratarjev, a je to legit? A misliš, da jih bojo mogli zaščititi? Ker jaz sem gledal, mi smo s tem pogovarjali že enkrat. Jaz mislim, da bo treba, to je vse na stari, veš kolikrat so golmani zaščiteni, ne? Malo ga pipneš, prime žogo faul, leže na tla faul, tu je pa že doskrat bilo. V Angliji je šlo čez vse meje in tle ni več, tudi že malo, ko se ti že v bistvu ni več sam tisto, ampak se že razširijo, pa kar ne piska, vemo, kaj smo delali, pustimo, kako se je branil tale Vicario, da ima velike probleme s tem, ampak je bilo tudi marsikdaj meni že tisto, že sam v bistvu to, da se ti malo, da te butnem, včasih je to bilo veljalo, da čim ti je prišel v... Zabrisana je meja. Zdaj pa oni to namensko delajo. Ja, pa zato, ker so ugotovili, ker ni zaščiteno, ko so rekli, ok, to se lahko počne in se to dela iz strani, govorim, iz strani vratarja. Nisi navajen tega, da lahko zelo težko, razen če pride, Onana je to delo dobro na uni tekmi, dokler pač niso tega gola dobili, ker pač je težko. Prvi polčas zelo dober, še parkrat šel ven, je prišel do tega, pa tisti drugi gol, ki smo mi v studiu govorili, zelo težko, ker
se v unem momentu, ko se obrneš, To vzritijo. v unem momentu, ko se obrneš, imaš ti dva, kako boš šel ti skozi njiju? Ne moreš. Ti rabiš narediti 3 korake več in te 3 korake ob takih dobrih centrih šutih. To Ni variante. dodelano do To že ob potankosti. idealnem scenariju težko prideš do nje. Ampak po eni strani si verjetno imaš občutek, samo to še hiter, imaš občutek, da si zaščiten, ne? Iz drugih situacij. Imaš občutek, da narediš več. Pa enkrat tak, da bo šel pa na recimo golmana ven, pa bo zrušil penal naredil. Vse je bilo že, v bistvu je šel ven, kje je bilo. Zdaj je bilo isto pred Arsenalu, je bilo, Arsenal tekma, ki je bilo penal, je bil, kdo je že naredil? Kjera tekma je bil Arsenal? Mislim, da, ta tekma 5-2, ki je bila prvi polčas. Mislim, da je bil peti gol, je bil penal, je bil, ampak ok, se ga je v glavu. Kako se lahko ti zdaj kot golman, kako se lahko zdaj ti, vsaka ima kot iz leve strani, pa Odegaard, kakorkoli, kaj boš ti? Ti boš dal najvišje igralce na prvo, kako boš ti to cono postavil? A boš dal enega igralca, da una foro, ki je bilo včasih, zdaj boš pa ti, en bek bo pa šel pred golmana in bo gural stran unga Bena Whitea, ki to dela. Ampak si videl, kako je, jaz sem bral glih članke, pač malo sem raziskoval o tem, kako in ko so ugotovili, da in statistično in vse, niti cona, niti 1 na 1 posod so oni izpostavili, toliko imajo dodelan te zadeve in so rekli, edina stvar, ki je pač v tem momentu, tako so dobri v tem, da je pač edini v prejšnjih sezonah in v teh sezonah, odkar se to na tak način dela pri Arsenalu, je, da jim onemogočaš, da ima čim manj kotov. In to je to. In statistično so oni predvsem nasprotni, ne vem, na manj kot 10 kotov imajo oni en gol. Statistika je zdaj mogoče še boljša, imajo, ne vem, na 7 kornerjev imajo gol. In to je to. In v tem parametru je bil pa Liverpool toliko boljši. In pač jim je omogočil sam 3 ali pa 4 kote in to pomeni, okay, da bojo v ne vem koliko tekamo. Jaz se spomnim to, kar lani, ko so igrali s Portom v Ligi prvakov, na prvo tekmo, jim je Porto na te balkanske fore to najbolj zjebil. Vsakeč, ko je žoga letela, padajo, boli, vse, razumeš. In vidiš pa, da se zdaj dogaja vse večji pritisk v sceni, ne? Vsi po vsaki tekmi že se pritožujejo, ja, pa to, kar si ti prej govoril, ne, ja, pa to se jim ne piska, to pa se jim ne piska in valjda nek pritisk bo ratu, vsi jih bojo pač želeli v tem, ker so oni tako ekstremno dobri v tem, na nek način onemogočati, ne. Veš, kje je bilo dobro? Meni se je dopadlo, mislim, da so z Interjem, ko so igrali in so se menjali in je bil, kdo je bil že na njem, takoj na začetku, in so prišli na Gabriela, so ga pokrivali, on se je ponovadi zaletel iz penala ali pa iz roba 16 in je prišel noter. In so se tam zakačili in je bilo že predtem in so ga metali iz ritma, pa so se potem menjali na njemu. V glavnem in na take načine, tako kot si rekel, na divji način in takrat so jih uspeli na ta način. Sam nima vsaka ekipa možnosti imeti noter Ačerbija, Bastonija, Ampak jaz nisem, iz tega vidika, jaz sem videl, kako je ratu nervozen, recimo Gabriel. Ja, ampak nima vsaka ekipa možnosti nekoga, ki je ekvivalent, ki ga lahko v bistvu zapre, ne, ker je tam imaš ti 3 gore, ne, v obrambi. Je pa res, da zdaj proti Unitedu Gabriel sploh igral ni, ne. Poslovni vse se zgleda vsak kot gol, ne. To je zastrašujoče, ne. In pa ti on kao glavno v te Kivior, ker sploh ne veš, da obstajaš v klubu. Naprimer, zdaj, če gledam iz vidika branilca, meni ima golman tle v teh situacijah enormno pomembno vlogo. Ker naprimer, da jaz igram proti Arsenalu in da meni brani Vicario, jaz se tresem, ker šiba na vodu. Da pa imam jaz Emiliana Martineza, 2 metra, prgal, da vas vidimo. Pa gre Kolenček, pa gre Ramo, pa da vas vidimo. Mogoče včasih je šlo to, kako si rekel, Kolenček, pa to, pa zdaj imaš pa VAR, zdaj pa majster, ti, veš kaj je bilo včasih, kaj so mi govorili in kaj si delal. Prišel je pred tebe, boš zdaj kramponček, ta kramponček, ki sem imel 3 cm, črn nog, to veš, da je še prišel. Zdaj tega rdeč karton, tega ne moreš delati. In kaj delajo oni, tako sem rekel, v zadnjem momentu pridejo, naredijo gužvo. Če gre žoga na drugo stativo, kako boš ti kot golman, tudi če si, tako sem rekel, če si ti 2,10 visok, ne moreš priti skozi gužvo, oni ne bo piskal favla, zato ker oni bojo sam pač tam so. Zdaj, če bi on se takole postavil, bojo piskal favl, ampak oni naredijo pametno, pripeljejo še branilca s sabo in ko imaš ti in narediš gužvo in sam gužva naredi zdaj to
Kaj moraš narediti? Ne? Jaz mislim, da bi mogel na drugi strani kar živi zid postaviti. Razumeš, prej se zabijajo vate, pa naredijo faul. Mislim, glupa ideja, ampak nekdo bo nekaj skužil, ne? Ker pač, valjda, ta tip, ta Nikola Žuverka je njihov trener za te prekinitve, zdaj kar nek Cristiano Ronaldo te scene, razumeš? Ne? To pač, ti prav zvezdnik. Ja, prav, imaš ti to vsaki... Na FIFA, na Flejki, puščica dol, crowd the keeper, pa sam center noter, pa kovo bo, ne. Pač vsak ima zdaj že nekega tazga in definitivno bod pripričan se mi v tem pač čisto laično pogovarjamo, da vsi te klubi, ki igrajo z Arsenalom, en teden sedijo. Zdaj imajo se stak skozi. Vsak klub ima pač zdaj tak nek department teh piflarjev, razumeš, ko vse možno prečešljajo, preanalizirajo in oni definitivno sedijo in to študirajo. Ne. In zdaj enkrat, ko bo, problem. Arsenal je to res dodelal v tem trenutku se zdi do najvišjega nivoja, kar smo kdaj videli. Ne. Problem tega je, ker se bo enkrat njim začelo to dogajati, da to ne bo več palilo. Ne. Oni so pa na račun tega, se mi zdi, izgubili ogromno nekih drugih stvari. Težko si ustvarjal. Oni, realno, United je pod njim funkcioniral top. Razen prekidov. Ne? A veš, to je bila igrana ekipa, ne? Realno, ja. Realno, ne. In valjda, ne, to je, in zdaj moš ti že, razumeš, psihološki moment tega, ko imajo oni kot, jebemo Boga, to se vserje cel stadion, ne razumeš. To je pravi, što si iz 22 metrov. Jaz mislim, da je dosto v tej neki mentalni priči, razumeš, tako, ko so te neke velike ekipe, kot si preomenil to veliko Barzo ali pa ta Manchester City parih let nazaj, ko si ti prišel na njihov stadion, ajde sam da to prođe, v 5 minuti si dobil gol, bože, Emilija, razumeš, to te davi, ne priješ do žoge, zgubiš in vse, dosti v neki psihološki prednosti, oni zdaj v tej situaciji s temi stvarmi res imajo. Bil si ob Anfieldu, imeli ste bajto prav ob Anfieldu, ne? Da, gledali smo ga. Si prinesel kakšne insiderske informacije glede sage Salaha in podaljšanja pogodbe z Liverpoolom? Pa insiderskih ne, ampak... Čula ste se pa. Ja, nekaj me klical zanč, ampak to sam neki za kavice. Ne, kar se tiče Salaha, zgleda zdaj v teh, kar se poroča v zadnjih dneh, da bo pač ta pogodba podpisana nova 2 leti. Ne. Jaz mislim, da isto, veš kako je pri teh stvareh, ne. Pri teh stvareh je zdaj, Liverpool je zgradil to svojo famo na teh zdaj zadnjih 10 let, recimo, odkar ima te dotične ameriške lastnike, na tem, da pač je samo vzdržen. Ne? In oni so prenesli ta Moneyball sistem sploh v neko percepcijo fuzbala iz ameriškega športa in bejzbola in tako naprej. In jaz mislim, da pač preprosto za njih ni pil vode, kar to, kar pač mi načeloma, ki gledamo z distance ali pa navijači, mislim, pa dajte mu kar hoče. Pa ni tega, dajte mu kar hoče. Razumeš? Saj tudi noben igrač v zgodovini ni dobil kar hoče. Mogoče je dobil Messi takrat v Barceloni, Barcelona z tega bankrotirala na koncu, ko mu je dala vse, kar mu je lahko dala. Ne? In ti pač tle moraš na koncu neki vagati. Kje je tle zdrava meja? Ja, kje tle zdrava meja? Ne? Zdrava meja je po mojem v tem, da niso pristali na 3-letno pogodbo, kar evidentno niso, ker tle so se tepali v 1 leto klub, 3 leta Salah, ne? Se pravi, si se najdu, kot zdaj kaže, se bodo najdeli v 2 letih. Zdaj Salah je nek fit freak, ne? On je, njegovo telo je čudo, ne? On tudi ekstremno skrbi zase in to naprej, tako da moraš biti pa vedno zelo, zelo previden pri teh igračih, ki danes grejo že nekak čez 30, 32, 33, tako naprej, ne? Ker ti vidiš recimo, kako ti je ugasnil en Gundogan, ne? Gundogan, ki je šel iz Manchester City, pa Gundogan, zdaj to nisi isti igrač. Kako ti je ugasnil, kar nenadoma en Bernardo Silva v smislu neke kapacitete teka. Ti si zanče igral Gundo, Bernardo 2 zadnja vezna. Pa ti to ne moš primerjati s tem, kaj ima Liverpool v vezni liniji, s tem, kar ima Arsenal v vezni liniji, s tem, kar ima Chelsea v vezni liniji. To so vse hiperatleti zdaj, razumeš? Ti tle, jasno je, da imaš problem brez Rodrija, brez Kovačiča, brez teh igračev, no morate te fante tega igrati. In hitro te ta fuzbal lahko pusti za sabo. Enkrat je dobro rekel Jamie Carragher, zapusti fuzbal, preden fuzbal zapusti tebe. Ne? In to je pač, jaz mislim, da je tle treba biti zelo, zelo, zelo previden, da ne ostaneš pa nekemu igraču, ki nima nobene vrednosti več na trgu, ker ti Salaha realno ne boš prodal nikoli, ne? Isto kot pač velja za Van Dijka. Ne? To so sami igrači zdaj, koliko ti oni v kontekstu trenutnega športnega uspeha in rezultata nekaj prenašajo. Sami moramo razumeti, da nekaj je to, nekaj pa te klube se treba voditi kot neke ekonomsko-logične korporacije. Ne? In tle se pač, kot si rekel, kje je zdaj zdrava meja, ne? Kje se tepe. Jan, če gledamo iz vidika igralca, kako tu postopati? Zdaj, rečemo na primeru, ti imaš
ti bi imel čudovito sezono v Simer šampionu, v drugi MNZ ligi, da bi v pol sezone... Šampiona sezona. Ni v šampionu nikoli. Šmartno, rečemo, Šmartno bi dal v pol sezone 13 golov in 10 asistenc. Pol leta si pred iztekom pogodbe. Kako bi postopal? Ker na drugi strani bi pa imel Šentjur, ki bi ti pa ponujal bajne zneske za to ligo. Kako se pol igralec tle, te pa veže neki na ta klub, ker si le neki dal, Salah je dal ogromno Liverpoolu, si le, ne. Kako postopati? Do kje lahko igralec gre? Kaj bo zdaj rekel Salah? 300, 400, 500, 600 na teden? Kaj bo on, kje lahko? Če jaz ne bi razmišljal o tem, jaz bi se fokusiral na svojo službo, ne, po fuzbalu, ne. Spet se bom vrnil na to, pa mogoče se ponovim, ampak tudi o tem smo se z Zlatkom pogovarjali nedolgo nazaj in je rekel, pač iz vidika kluba jaz razumem. Jaz mislim, da na koncu Liverpool celo še naredil en korak nazaj. Jaz mislim, da bi Liverpool lahko dosegel svoje, pa mislim, da bi na koncu Salah Ne vem, ampak tam oni Arabci mahajo, znajo, tam meni to vse jasno. Če ga to driva, ne? Ampak veš, a lahko dobiš od njega kaj več, kot pa še eno dobro sezono. Dobro. 2 sigurno. Jaz rečem, da 2 sigurno. Pa 2. Ampak več kot to ne, on je pa sigurno zahteval 3, kar je rekel Tine, če ne, celo še mogoče 3+1, mogoče. Ampak jaz mislim, da v takem primeru, ko je bilo zdaj Liverpool Salah, gre razumeti klub, če je šel nasproti navijačem, njemu, ipak je dal veliko klubov, osvojil je Premier ligo, mogoče bo zdaj še eno, osvojil ligo prvakov, a veš, vse, greš mu nasproti, konec koncev zaradi dobrega PR-ja greš nasproti, zato da pokažeš spoštovanje do njega, do navijačev, do vsega, kar je naredil, ampak jaz mislim, da je meja nekaj vmes, ne moreš mu pa pristati na vse. Po mojem mnenju ne, da bi mu oni zdaj rekli, može 3 pa za ne vem koliko milijonov, to je po mojem ne, ampak nekaj, se mislim, da tudi on jaz imam občutek, da on ni en izmed teh, ki bi se preveč cenil. Jaz mislim, da on ve, kaj še lada in kaj so neke, mogoče šel malo prek tega, ampak na koncu mislim, da on ni, da se ni bilo na koncu težko z njim pogovoriti, ker on je dal jasno javno vedeti, da bi rad postal, da pač čaka na On je v bistvu pelil svojo mašinerijo, čisto po svoje. Sej to imaš ti, spet, ko se vračaš na dolgo, si rekel, do kemu greš, do kemu pustiš. Sej Salah je znano potem, da on nikoli ne govori za angleške medije. On govori samo takrat, ko se mu pogodba izteka. In to je pač mašinerija. On gre svoj PR tam delati in daje pritisk na klub, ker klub je pa pač, klub pa mu uči, non-stop. Ampak od tega, kak je Liverpool to situacijo rešil, bi se recimo lahko tudi pri Olimpiji Neca Vidmarja kaj naučili, v njegovem primeru, konc koncev ljubljenec navijačev, ni važno, koliko si ti v tistem momentu bil funkcionalen na igrišču ali pa kakorkoli, ne mi narobe razumeti, koliko si bil ti takrat kontender za neko ostalo, ampak veš, tudi če bi ti rekel, jaz ne morem več, jaz ne bom več, daš pač iz spoštovanja do tega, kar si predstavljal v klubu, ali kar predstavljaš v klubu, pa dobro, tvoja situacija je bila res specifična, pa tudi bil v letih, ko bi lahko moče branil pa vse, ampak mi pri nas recimo občutka za to nimamo. Jaz mislim, da nimamo, ker vidimo, kaj se je zgodilo z Denisom Popovičem v Celju. Jaz sem prepričan, da Zlatko Zahović Jojota Iličića ne bi pripeljal v Maribor zato, da mu rešuje sezono, ampak bi ga pripeljal zato, da uživa na igrišču. Je bila tudi tu pozna faza Maribora znana potem, da so neki igrači vendarle dobili mogoče predolg. To je res. To je to tanka meja, kdaj zdaj to narediti? To je res, jaz mislim, da ista zadeva. Jaz mislim, da ne bi bil jaz toliko siguren, da pa zdaj on ima pa še 2, 3, 4. Ja, to se strinjam. Jaz mislim, Bog ne da, jutri si zlom neki ali pa neki se mu zgodi. De Bruyne ti lani stroj, bam in hiter je lahko, tle ni več zdaj bo pa mi, zdaj pa on stroj, pa da on zdaj bo dajal 20-25 komadov, naslednjo sezono bodo 20, pa bodo 15, tega ni. In jaz mislim, da lahko se čisto zgodi, letos doseže 25, če lahko da bo naslednjo, pa se mu Bog ne da zgodi neka zadeva. Vse ne prahajo leta, ne glede na koliko je pripravljen. Težje se vračaš. Težje se vračaš, vse to zadeva, si ven iz ritma, ne prideš več v ritem, na koncu lahko daš naslednjo sezono, pa če sezono potem 6-7 komadov, ugasneš in kaj tvoja pogodba pa za 6 igralcev bi lahko koristila. Jaz mislim pa, da mu ful ne gre v račun Salahu to iz vidika pogajalskega izhodišča, da
da ni samo v tem, da ima tle še Trenta in Van Dijka. Pa morate vseh razmišljati. Zdaj ti boš dal Ulma, boš iz 300 dvignil na 400, Ajde i meni. Trent že a Van Dijk že trka. Šef je mogel a razumeš, sad imaš kot domine ti lahko gre to. Če se spomniš tiste sezone, ne, lahko imaš pa drug primer, kjer se pa ti prehiter nekoga znemiš, ne, in to bi se lahko v Liverpoolu kamot zgodil, primer, zdaj če lahko primerjam. Cristiano Ronaldo je prišel v United, pa ti je natrpil 24-25 golov v eni sezoni, pri 35 letih, pa si ga odrezal, pa je prišel Haaland ali kdorkoli, ko je dal 7 golov. Pa si ti odrezal 14 golov sebi zaradi tega, ker si gradil koncept, bla, bla, bla. Ok, vse v redu, ampak a veš, Labi ga še počakal eno sezono, pa bi ti dal še 15, mogoče, če gre Salah, kaj bo delal Nunez, 20 komadov, 15. Problem je, da je bil Ronaldo ekstremno nevodljiv. Ne. Zdaj, videli smo v bistvu tudi, jaz mislim, da je problem je to. Verjetno se vsi strinjamo, da v tem trenutku, v letošnji sezoni je Salah najboljši igrač angleške lige. Ne? In ti si v tem trenutku s 33 let star, z igralcem, ki je individualno verjetno najboljši igralec sezone, v tej borbi, ki je ekstremno javna, tebi gre vse fenomenalno, njemu je šlo na roko, ker smo videli tudi v tisti pozni fazi klopa, kreganje v robu igrišča, pa menjave, pa nima več tazga statusa, da njemu zgleda ta trenerska menjava v bistvu odgovarjala na koncu v psihološkem smislu, zapeljal je v neko top zgodbo in zdaj si ti kot klub prisiljen to pred celo javnostjo rešiti, a koliko si ti rekel, ne? Tle imaš pa še enega Trenta, ki je iz vseh teh največji problem, zato ker ima daleč največjo vrednost, domač igrače, ti njega zgubiš zastojn na tem norem fuzbalskem trgu, to ti je res ekonomski kiks, ne? Pa Van Dijka, ki vemo, če se Van Dijk zdaj poškoduje, vprašanje, da bo še mislil, da je Liverpool lahko prvak. Tako, absolutno. Kolaps, verjetno. To sem jaz rekel, ko se pogovarjamo, lahko še kdo. Liverpool je samo en takole, ali je to poškodba, ali je to ne podpis, mogoče nekoga od teh. To, kar se je Cityju zgodilo. In se začne rušiti. Ja? In jaz mislim, da ni daleč potem, tako da jaz, ne glede na to, da ima prednost, Zgodje. je še, drugo je bilo, da je bilo zdaj 25 kolo, bi rekel, ok, tu če gre en dol, bojo nekaj zgargal. Ne? Tako je pa še pa Liga prvakov. Jaz mislim, da so čisto odločitev sprejelo, kar se tega tiče. Niso mu dali preveč. Ja, na koncu so bili pa tudi prisiljeni v to, ker glede na to, kako se je končevala ta klopera, ti se nisi mogel prej dejansko s temi igrači pogovarjati. Se pravi, ljudje, ki govorijo, zakaj oni tega niso prerešili, niso mogli. Ker pač ta nova struktura, tu zdaj, ki vodi športno politiko, ki se je vrnila, je nastopila pred poletjem, najprej mogla seveda postaviti trenerja in pol mogla iti v te stvari. Tako da to je zdaj na celoma situacija v realnosti pripeljala Liverpool do tega, načeloma se zdi, da bo to rešil, pomagamo pa zihar do to, koliko je rezultatsko dobra sezona. Ne? Če bi ti zdaj v kanalu, ne, bi te igrači vsi... Možno, da ga že ne bi bilo več. Ja, da ne govorimo o Trentu, ne, ki ima zihar najbolj... Ker Salah, načeloma tudi Frej Salah na trgu, koliko je zdaj klubov, kamor on lahko gre dejansko, ne, ker so ga lahko finančno sposobni, ker lahko zavdujo neke ambicije, če govorimo o evropskem fuzbalu. Trent gre lahko kamor če. Fanti, zadnje vprašanje. Zadnje vprašanje. Pep Guardiola, za zadnje vprašanje. Grozovit november je za njim, medtem je tudi podaljšal pogodbo. Nič kaj boljši december ni za njim. Koliko tekem mora Pep Guardiola zgubiti, da ga poterajo? Da ga poterajo. Ful me to zanima. Jaz sem slišal eno zadevo iz Zlatko. Ne bom tu pa res ne smem povedati, po kateri strani. Vir je neimenovan. Bojda te allegations za City, kljub temu, da bi se znali to vleči. Zdaj pač to bo spomladi, ne? Bo jasno razsodba, ne? Ja, načeloma. Ampak to bi se z nekimi pritožbami znali podaljšati, bla, bla. Ampak baje ni tako nemogoče, ne čist na dno piramide, ampak baje v Championship. To so zdaj govorice, ki naj bi krožile tudi po klubu in oni baje to probajo dosti zakamuflirati pa zapreti. Tudi s to pogodbo Pepu. Pep je rekel, da on bi tudi v Championshipu vodil. Rekel. Ne? Ampak mene zanima, če on zgubi vse v decembru, vse v januarju in vse v februarju. A ga bo poterali? Jaz mislim, da je on tak tip... Prej ga jaz vidim, mislim, da bi on sam šel, to je prva, da se zgodi to, da on tako, da reče, jaz sem problem, fantje, mene grem.
To, druga stvar, to ni mogoče, da se bo to zgodilo, da bo on, tukaj ste rekel, da se bo tako zvlekel. Lahko, da bojo oni v krizi, da bojo padali, pa da to ne bo. Dvomom pa, da bo to tako, da bojo zdaj oni še 8 porazov za zapored ali pa ne vem, da bi 4 pike v 10 tekmah. Osvojili, ker vse kvaliteto imajo. Bi bila pa meni tako, če se zgodi ta zadeva, meni ta Juve varianta, tako, se mi zdi za njega, ok, kaj je on realno, tako, zdaj sam rišem to v glavi. Usvojil je praktično razen še recimo kakšno reprezentanco, da prevzame. To mislim, da je tak naslednja postaja. Ja, ali pa to, jaz mislim, da bi bil to njemu res neki izziv. Ne? Pač iz tega vidika jaz bi... V Čempionšipu najtežje ligo na svetu, da pride. Jaz mislim, da je to... Ampak to, jaz mislim, da se... Ampak tako... Jaz mislim, da je to na koncu nemogoče, da se bo kaj ta zgodilo. Jaz mislim, da je večja verjetnost, da bodo oni dobili neko enormno finančno kazen in bodo vsi iz tega nekaj zaslužili. Težko je biti pameten, ker je to precedenčni primer, kako se bo to reševalo. Moramo tudi vedeti, seveda, da vse te zadeve se tiče obdobja pred Guardiolo, ne? To, kar zdaj vsi govorijo Guardiola, to levo, on ima veze s tem, ne? To so bili Mancini, to so bili še tisti časi. In da je, mislim, da je v tem trenutku Guardioli največji izziv to, da se stavi novo ekipo. Ne? Ker vemo, Sir Alex Ferguson je naredil 3 velike ekipe Manchester United, ne? Ok, bil je koliko, 24 let ali 25 let. To je zdaj izziv za Guardiolo. Ne? In jaz mislim, da tudi tako vse bolj javno nastopa na ta način, da je to, ta enoletna pogodba je mogoče lahko tudi malo prenese nek tak efekt, kot smo rekli prej za Klopa pa Slota. Ne? Se pravi, Klop je v tisti zadnji sezoni, so oni zelo zamenjali ekipo, to ekipo eno leto odpeljal z vsemi problemi, ki je imela do neke relativne stabilnosti, v kateri zdaj se ta ekipa, tako kot mogoče na nek način Chelsea, počuti bolje. In mislim, da to Guardiola lahko dobro naredi, načeloma tudi pač zmenjava športnega direktorja, se te zadeve morajo usesti in da je to v trenutku City najbolj izziv zamenjati te igrače, ki so, kot reče v Angliji, skupaj pretekli milijone kilometrov, ne, in so zgleda na koncu prišli do tega zida, kot je prišel en Fabinho v Liverpoolu, kot je prišel en Henderson, igralci, ki se postarajo pred našimi očmi. In jaz mislim, da City vseeno mi, še enkrat, jaz nikoli nočem iskati izgovorov za ekipe, ki imajo toliko denarja, pa imajo toliko problemov s poškodbami, ampak če si ti videl na tekmi z Liverpoolom, ki je enkrat prišel Doku noter, ki je enkrat prišel De Bruyne noter, ki so te igralci prihajali na teren, to druga ekipa, razumeš, ti ne moreš igrati z Gundoganom pa Bernardo Silva, sem že prej rekel, na zadnjih veznih, pa igral si proti Liverpoolu z Mateusom Nunesom pa Rickom Lewisom na vingarjih, razumeš, pa to ne moreš zmagati nobenega na ta način, to je pač evidenten problem, ne? In oni morajo pač iz tega, kar imajo. So pa tudi, mislim, da oni dejansko v zadnje par prestopnih rokov na podlagi tega so bili toliko uspešni, naredili premalo, zajebali in je tudi to del te posledice. Koliko pa mora izgubiti, da ga uterajo, to je pa zelo kredibilno vprašanje. Jaz mislim, da eno dobro šalo sem videl na Facebooku zadnjič, ne morajo ga sploh zamenjati, ker bo postal FBI agent, pa jih bo vse zajebal. Mene zanima, kako bo odreagiral v problemu. Realno razen ampak veš, kako rešitev bo našel. Jaz, en primer, zdaj, prej smo se v vratarjih pogovarjali, on je menil Edersona, ne? Ja. Jaz mislim, da on v določenih situacijah, špekuliram valjda spet, ampak jaz mislim, da on v nekih situacijah proba celo overthinka, preveč razmišlja, da bi mogoče izpadel genije. Zamisli, da on menja Edersona, pa oni zmagajo. Pa on bi bil bok naslednji dan, 100%, on bi nek pasor tege, pa on je bok naslednji, pa le to, kaj on vidi. Mene pa to zanima, ker to, kar je on je postavil, ampak to, kar je pa on vodil, pa to lahko jaz pa ti sosedema lepo, Liverpool 4-0, pa odsedima isto, ker pač igra ekipa ko urca, ne. Ampak kak pa reagirati v problemu, ne. In zdaj išče, to, ko si rekel, ta zadnja vezna Gundogan Bernardo, ne. To je ekstremen primer. Ja, ampak mislim, zdaj gre pa iz mal napake v mal napako, pa išče, pa ne najde, pa mene to zanima, kje bo on našel rešitev, kdaj jo bo našel. Ti, ki imaš insiderske informacije in si pravi naslov, a je po Feyenoordu 3-3, a je res Ederson na poko Guardiola? Pa ne vem, jaz sem delal prispevek po tisti tekmi, ni izgledal, kot da ga je na poku, bolj je to nek ženski pred tekmi deloval z onimi, da bi ga pokraspil po glavi. Ne. To so zdaj govorice na toku, ne? Da je zdaj nekaj se sprlo, pa da je tam bil zamenjan, pa nekaj... Stari, jaz se z Edersonom ne bi upust spustiti v faco, ni variante. Ja, bi samo da tetovaža, ki bi videl. Nisem pa strah, ki ga je intervjuval. Ne, problem je, mislim, da je itak Ederson bil slab, ne. Ederson je bil slab v tej sezoni, to je treba reči, on je bil en redkih, ki se mu mogoče ni nič govoril, on ni branil nič, ne. Ampak zdaj, da ti pa toliko probaš šokirati ekipo, da golmana menjaš pred tekmo z Liverpoolom, ne,
Pa mislim, da se s tem Ortega to, kar je on zdaj odbranil, v tem ni blizu tistega, kar je lani branil, ne? Na koncu sezone. Ne? Veš, kako je to, enkrat, da si ti bog, pa enkrat ekipa slaba, se vsaka stvar, ti hitro padeš v to poprečje lahko. Niso mogli clean sheeta vzeti. Ja. 2-3 clean sheeta v tej sezoni. Oni so, Onana ima pa največ clean sheetov. Koliko pa ti misliš, da petarde? da zaključimo? Jaz mislim, da je nedotakljiv. Jaz sem prepričan, da lahko zgubi 10 zapored. United ga pol še zmeraj ne bo prehitev, ampak da se ne bo, ne rabiš niti v ligo prvaka, da ima tako zapuščino, da ne dotakljiv, da ni, ne vem kaj boš tega pokvariti. Po drugi strani se moraš pa zavedati tega, kar je on govoril prej, ta turbokapitalizem. Jaz mislim, da nobeni ne dotakljiv. Tudi Albert Riera v Celju. Tudi Albert Riera v Celju. Ne, to pa je druga stvar. Ne, preden sprožimo, veselje nam je bilo, da si se tako dobro počutil v naši družbi, ker nisi hotel zaključiti debate. Težko smo te prekinjali, cenimo tvojo prisotnost, navdušeni smo nad tvojim poznanstvi in informacijami, ki si jih prinesel, insajderskimi informacijami, ki si jih prinesel v ta podcast. Bilo nam je v veselje. Denis Šmet, Tine in Zupan in Nejc Vidmar pa z vami že to nedeljo na manchesterskem derbiju United City. Videli bomo, kdo je slabši ali pa boljši. Fanti, hvala. Hvala. Čau.